Dobrodošli v tokratni oddaji Zmorem. Obiskali smo Univerzitetni rehabilitacijski center Soča. Naš gost je bil dr. Borut Štrumbelj. Matic Burazer pa se je preizkusil v showdownu. Lidl Slovenija je v okviru donacije Deluxe Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike Slovenije Soča doniral 2 novi vadbeni napravi in prilagojene igrače. To je bila že 5. tovrstna Lidlova donacija, slavnostni dogodek pa je spremljal tudi nastop reperja Trkaja, ki je predstavil novo himno Ta Tempo, namenjeno promociji športnikov invalidov, in pa plesni nastop paraplesalke Lare Nedeljković in Klemna Dremlja. Lidl Slovenija je na dogodku predstavljala gospa Lilijana Remih, ki je o donaciji povedala. Današnja donacija predstavlja seveda za nas, da lahko sodelujemo z URI Soča in da lahko pripomoremo vsem tem otrokom, mladostnikom, invalidom, športnikom, da uporabljajo v bistvu te 2 napravi in da jim v bistvu tudi pomaga pri rehabilitaciji. Na URI Soča se podobnih donacij vselej izredno razveselijo, nekaj več pa je o samem sodelovanju z Lidlom in novo pridobitvijo povedal Robert Cugel, generalni direktor URI Soča. Jaz se moram najprej zahvaliti podjetju Lidl, da nam že 5. leto donira res odlične naprave in potrebne naprave. Takšne naprave smo že kar nekaj časa poskušali nabaviti. Gre napravo, ki je izredno koristna za vso vrsto populacije, od najmlajših do starejših športnikov, invalidov. Tako da bomo res pridno uporabljali in s tem še povečali kakovost naših rehabilitacijskih obravnav. Novi vadbeni napravi je lahko najbolje ocenila naša vrhunska parašportnica Lena Gabršček, reprezentantka v odbojki sede, ki je sodelovala tudi na predstavitvi naprav. Konkretno ta, na kateri sem jaz delala, je namenjena za ramenski obroč in pa za zgornji del hrbta, kar je pri nas odbojkarjih tudi v bistvu najpogosteje problem. Jaz sem vedno na rehabilitaciji tu na Soči in mi vedno nudijo res zelo strokovno in zelo dobro neko rehabilitacijo, tako da verjamem, da bo tole velik doprinosno k temu, da se še bo bolj kvalitetno dela. Naši najmlajši, ki jih je bilo na slavnostnem dogodku kar nekaj, pa so se vsekakor najbolj razveselili novih igrač, ki so prilagojene za otroke z motnjami v gibalnem in nevrološkem razvoju. Za kratek opis igrač smo povprašali logopedinjo Barbaro Korošec. Igrače so za nas zelo pomemben pripomoček, otroci majhni morajo razvijati svoje igralne veščine. Je pa tako, da otroci, ki obiskujejo naše programe, običajnih igrač ne morejo uporabiti, zato rabijo posebno prilagojene igrače. To so igrače na stikala, da lahko pravzaprav sprožijo stikalo s katerim koli delom telesa, ki se naučijo v nekih programih uporabljati. Tako da nepopisna sreča pa je, ko otrok sam uspe sprožiti igračo. Običajno se to v naših programih zgodi prvič, zato smo seveda zelo hvaležni za pridobljeno. Novi vadbeni napravi in prilagojene igrače bodo zagotovo še izboljšali vsak dan v URI Soča. Sodelovanje z Lidlom Slovenija pa se ob vsakem podobnem dogodku le še krepi. Brina Rogelj je osnovnošolka in ljubiteljica športa, ki najlepše uteleša bistvo misije samozavest. Invalidnim otrokom in njihovim staršem predstaviti vse prednosti, ki jih ponuja šport. V redu. Predvsem veselje, pa samozavest, užitek. Napreduje na vseh področjih zaradi športa bistveno hitreje, kakor bi mogoče drugače. Brina se je s smučanjem, kot pravi njen oče, srečala po naključju. Šport je vzljubila ona precej zgodaj. Ona ima v sklopu svojih fizioterapij precej športnih aktivnosti, kot so jahanje, plavanje pa to. Ampak vedno je hotela probati nekaj novega, vedno je hotela probati smučati, ko smo hodili na smučanje. In tako smo se 3 leta nazaj v Kronplacu čisto slučajno srečali z eno učiteljico smučanja, ki je prihajala iz Argentine, ki jo je vzela na probo in od takrat naprej v bistvu se je ona zaljubila v smučanje. Kaj ti je najbolj všeč pri smučanju? Zakaj je ta šport tako zanimiv? Zato, ker lahko divjam. Vprašanje, kaj pa je najtežje? Nič. Začel sem v Društvu za cerebralno paralizo in tam smo z bliski že nekaj let nazaj začeli voziti, tako da smo
kar naštudirali, se pravi obiski je, tako da jaz sem tle zdaj kot pomoč, ampak Brina je že toliko kar precej samostojna, tudi pri tem obiski jo dostikrat malo spustimo, tako da tudi sama začuti, kako sploh zavija, tako da Brina, bom rekel, kar fejst uživa pri tem. Toda pogumna deklica nima rada samo smučanja. Trenutno ima dva športa, ki sta ji ljuba, to se pravi smučanje in kolesarstvo. Tako da ja, izrazila je željo ravno po smučanju. Lansko leto je tudi dobila povabilo od Jerneja Slivnika, da se lahko pridruži kdaj na treningu, tako da mislim, da v bodoče se bomo pa res kdaj pridružili tudi njemu na treningu, vsaj kot opazovalci. Če vsako leto v oddaji Zmorem zaključimo s pregledom dogajanja športnikov invalidov, potem je prav, da leto 2020 in prvo oddajo Zmorem v tem letu začnemo z napovedjo športnih dogajanj. Vsekakor bodo v ospredju paraolimpijske igre, ampak ne bomo prehitevali. Obiskali smo vodjo odprave, dr. Boro Štrumbelj. Preden se še dotakneva samih paraolimpijskih iger in kako se jih boste lotili, poglejva še v letošnji koledar državnih prvenstev. Tudi tu je vedno bolj pestro. Če pogledamo, vedno več je tekmovanj in tudi vedno večji je nabor športnikov. Ja, tukaj je prva stvar ta, da si želimo, da bi bilo teh parašportnikov še veliko več. Jaz upam, da bojo tako invalidske organizacije, kot tudi sicer starši teh zlasti otrok prepoznali parašport kot tisto dejavnost, ki je res omogoča socialno vključenost, združenje in hkrati vrhunske rezultate in tudi ti otroci nekaj storijo za zdravje, nasplošno invalidi. Tako da zgodil se je še en pomemben premik naprej. S pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo tudi uspeli začeti z inkluzijo. To pa pomeni, da pravzaprav preko nacionalnih panožnih zvez, recimo primer Plavalna zveza, bo vključila parašportnike v plavanju v svoje dejavnosti. Enako velja za vse zveze, ki imajo paraolimpijske športe, sedeča, odbojka in vse. Ta proces je šele na začetku, bo pa prinesel veliko sinergije z tega vidika, da bojo ti trenerji, ki so vrhunski že v svojih športih, dobili še dodatna znanja v parašportu in tako si želimo, da se bo to razvilo na v čim več krajih. S tem pa seveda dvignemo tudi kvaliteto in tudi konkurenco znotraj Slovenije same. Tako da mnoge zveze bojo zdaj tudi že pomagale pri organizaciji tekmovanj in to skupno sodelovanje, jaz mislim, da bo prineslo do nadaljnega razvoja, ki bi po moje že v Parizu moralo pokazati svoje rezultate. Kaj je cilj in kaj so želje? Cilj seveda nam mora biti vsaj ena medalja. Mi smo se z zadnjih iger zmeraj vračali z vsaj eno medaljo. Drugi širši cilj nam je, da pravzaprav pride čim več naših športnikov v to elito 4350 športnikov, kjer pravzaprav že sama uvrstitev na igre pomeni velik uspeh. Jasno, tako kot sem rekel, želja je medalja, tudi če medalje ne bo in bojo to najboljši dosežki, bo to dobro. Važno pa je, da ohranjamo stik. Trenutno imamo uvrščenih približno 5 športnikov, enega paraplavalca, enega atleta, čeprav v bistvu sta 2 z normami, imamo pa trenutno samo eno kvoto, verjetno bomo zaprosili še za dodatno. Imamo 2 strelca, ki sta dosegla kvoto, imamo parakolesarja, ki je dosegel kvoto. Seveda smo pa še nekje zelo blizu. Jaz upam, da bo res uspelo, namreč dejansko nastop na paraolimpijskih igrah je doživetje za vsakega športnika, za vsakega trenerja. Ko to enkrat vidiš, ta občutek, da si del tega paraolimpijskega gibanja, je to res nekaj velikega. Hvala, gospod dr. Boro Štrumbelj. Vidimo, da bo leto 2020 zares pestro. V vseh izidih pa vas bomo sproti obveščali tudi v oddaji Zmorem.
Lep pozdrav ljubitelice in ljubitelji športa in oddaje Zmorem. Znova je čas za izziv in tokrat smo obiskali našega mednarodnega šampiona, večkratnega evropskega in svetovnega prvaka Petra Zidarja, torej igra showdowna oziroma namiznega tenisa za slepe me čaka, pa kar poglejmo, kako se bom odrezal. Torej, Peter, preden bova sploh začela z izzivom in preden mi pokažeš, kako se ta šport sploh igra, bova šla okrog mize in mi boš predstavil vse rekvizite in vse, kar je potrebno, da se lahko potem tudi pomerijo. Glavni cilj pa je potem žogico spraviti v gol. Kdaj zmagaš? V bistvu igraš se na 2 dobljena seta, do 11, pa na 2 razlike. Koliko točk misliš, da bom dosegel? Ne vem, težko reči. Ena napoved? Ne morem, ne vem. Takole, Peter, pričakovan poraz zame, ampak 5 točk pa je bilo. Kako bi pokomentiral vse skupaj, kako sva odigrala? Meni se je zdelo, da proti koncu mi je šlo malo bolje, ampak vseeno, šampion je pokazal, ne, kdo je vladar v tej hiši. Ja, proti koncu je že res bilo boljše. Poznaš se, čez čas dobiš malo občutek za žogco, za lopar, za prostor, za vse skupaj. In ja, lahko bi bila pa 0 tudi. Pokomentiral si, da je bila žogica premalo pri meni. To je verjetno zato, ker nisem vajen, da ne vidim stvari. Ja, res je. Pa treba je tudi biti kar hiter, pa vedeti, kam iti po žogco, pa kdaj iti po njo. Super, Peter, hvala in se vidimo in pa srečno seveda na vseh tekmovanjih. Hvala tudi vam. Jaz sem hodil v osnovno šolo v Zavod za slepo in slabovidno mladino, danes je to center Iris. In takrat smo tam že videli, oziroma pač srečevali, bom rekel, tiste fante, ki so takrat trenirali golbal. Da se začnem bolj resno ukvarjati s športom, golbal sem že kar hitro videl kot šport, v katerem si želim jaz vztrajati ali pa biti uspešen. Ker kot mlad fant ali pa kot šolar še sem bil tudi na kakem atletskem tekmovanju še prej, preden sem začel trenirati golbal. In atletika se mi je zdela mogoče malo preveč, ni mi bila všeč, no, kako naj rečem. Ne, pač ni mi bilo všeč, da sem mogel pri atletiki v svoj trud vložiti v bistvu v eno prvino, se pravi v mojem primeru tek. In golbal mi je bil pa tudi bolj všeč zaradi tega, ker je bil pač moštveni šport in ker kot ekipa lahko pač nekaj dosežemo skupaj oziroma pač kot ekipa prihajamo do rezultatov. Slovenska reprezentanca v golbalu je, jaz lahko rečem, vsaj v rezultatskem smislu v zadnjem času v upadu oziroma ne beleži več takih uspehov kot v preteklosti.
Predvsem iz razloga, ker je vedno več oziroma vedno manj mladih igralcev. Jaz osebno mislim, da je velik razlog v tem tudi ta, da pač so otroci ali pa mladostniki zdaj v inkluziji v srednjih oziroma v osnovnih šolah in niso več v stiku toliko s športom za slepe pa slabovidne oziroma športom, ki je prilagojen slepim in slabovidnim. Tudi med sabo se slepi in slabovidni v športnem smislu ne družijo več toliko. Jaz bi bil zelo vesel, če bi se uspel vzpostaviti nek sistem, ki bi mladim športnikom bil prijazen in jim dejansko omogočal, da se ukvarjajo s športom tudi slepi pa slabovidni oziroma nasplošno tudi ostali ljudje, ki imajo kakršnokoli invalidnost. Govorimo med mladimi, ne, tudi. In posledično bi to tudi v golbal prineslo lahko pač z leti ali pa s časom nekaj več novih obrazov in tudi večje možnosti za konkurenčnost. Ker golbal kot šport v svetovnem merilu pač se razvija in vedno več je tudi dobrih ekip. Seveda je treba upoštevati tudi realno, včasih določen handicap je ovira. Jaz zaradi tega, kar sem prej povedal, ne bom šel poskušati voziti avta sam, ampak poskušaš stvari v življenju početi čim bolj samostojno in da se trudiš, da stremiš k temu, da si čim bolj samostojen in neodvisen od drugih. Hodim v službo, zelo vesel sem, da imam službo in ker se mi zdi, da kot slepemu ali pa slabovidnemu ali pa nasplošno komorkoli s handicapom je toliko težje dobiti zaposlitev. In ja, poleg tega pa, kadar nimam treninga golbala, grem velikokrat tudi v fitness, včasih se pa pač tudi podružimo s prijatelji, gremo, ne vem, na pijačo, na koncert, včasih tudi nič ne delam, se pravi, da po domače povedano bluzim, tudi za to mora biti kdaj čas. Sem Matej Ledinek, član slovenske reprezentance v golbalu in sem mnenja, da če športu dajemo, oziroma če se mi posvetimo športu in mu nekaj damo, nam bo z enako mero ali pa še z višjo mero vrnil tudi nazaj. Govorim iz svojih izkušenj. Za danes je bilo to vse. Prihodnjič v naši prenovljeni oddaji pa vse o paraolimpijskih igrah v Tokiu. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.